križanec, pa športen. Moram priznati, da sem prav debelo pogledal, ko je bil ta avtomobil najavljen. Z njim nisem v Evropi prvič predstavljal znamko, nismo. To je tako kot pri Renaultu RS ali pa pri Volkswagenu GTI. Pa je vreden? Po mojem ne, ampak to še ne pomeni, da je slab. In zdaj, ko ga gledam v živo, se mi tudi zdi bistveno bolj privlačen kot takrat na fotografijah. V bistvu se mu vsi ti dodatki prav lepo podajo in s temi spoilerji in progovi deluje kar športno. Ampak zame so pravi športni avtomobili še vedno nizki in lahki, tole pa je tak čuden miks. Gremo proč od jeklarne, ker je vroče in glasno. Najbolj športna sta po mojem položaju za volanom in postavitev ročice menjalnika. Res imaš občutek, da si del avtomobila. Tudi sedi se dovolj nizko in podvozje je dovolj trdo, da se visoki džuk ne nagiba kaj dosti. Ima pa voznik ves čas občutek, da vozi na meji oprijema, ker je težišče nekoliko više in medosna razdalja kratka. Kljub temu, da ima tale 4-kolesni pogon z vektoriranjem navora, se iz ovinka ne bo kar izstrelil. Glavni krivec za to pa je menjalnik. Če hočete 4-kolesni pogon, je namreč na voljo samo takšen, brezstopenjski, ki sicer dobro prenaša navor na kolesa, ko se motor vrti z veliko vrtljaji, da to doseže pa traja preveč časa. Ko pohodiš plin, najprej čakaš, da se dvignejo vrtljaji, šele na to pa začne vleči, ampak ni nobenega posebnega športnega občutka, samo glasno je. Čeprav, hitro pa gre. Tudi ročni način ni dosti boljši, ker se ves čas zdi, kot da bi sklopka drsela in da gre vsa moč v nič. Joj, kaj bi dal za ročni menjalnik? Užitek bi bil 2-krat večji, ampak je ta na voljo samo pri sprednjem pogonu, tam pa se prvi 2 kolesi preveč radi zavrtita v prazno na zaprtih ovinkih. Pa smo spet tam. V bistvu zelo zanimiv avtomobil na nek način pokvari kopica čudnih odločitev in kombinacij, zato za moje pojme, kljub volanu in sedežem iz Alcantare ni nič dirkaški. Niti športene, pač en hiter in oblikovno zelo zanimiv džuk z 200 konji, ki bo porabil vsaj 10 litrov, če se boste peljali hitro in ki stane 28 630 evrov.